No, in mnogi niso verjeli našemu direktorju, ko je rekel, da se bo to zgodilo danes. V tem studiu z velikim veseljem in ponosom pozdravljamo gospoda profesorja. Tukaj je Josip Jojo Iličić, dobro jutro. Dobro jutro tudi vam. Dobro jutro. Iskreno povedal, nisem niti jaz verjel, da bom prišel. Izpolnil sem obljubo. Ja, ker zgodaj, ne? Zgodaj je bilo. Josip, moramo reči, da v tem trenutku je zelo, se vedno je lepo biti navijač Maribora. In že takrat, ko si se vrnil, je bilo jasno, da bo spet enkrat še lepše. Čakali smo in zdaj je ta moment tukaj. Pa dobro, jaz sem se tudi zavedal, da bom nekaj časa rabo, da spet preklopam na ta, bi rekel, moje domače prvenstvo, ampak pomembno je, da sem jaz verjel, da bo tudi ta moment prišel, ampak to je šele začetek, veliko stvari moramo še narediti, tako da gremo naprej. Jaz sem pripravljen, tako da obupal ne bom, da bo poškodbe zdržale in da bo še vedno boljše. Ja, sej tudi verjetno ti navijači in vsi, ki imamo radi ta klub, niti ne bi pustili, da bi tako gladko obupal. Iskreno povedano, jaz z glavo sem, zdaj pa kaj bo telo reklo, to je pa druga stvar. Ja, ampak telo je še vrhunsko, ker zdaj se opravičujem, ne narobe razumeti, ampak ko nogometaš take kvalitete in kot dejansko je Josip Iličić, kot si, ko v 95 minuti še lahko da drseči štart, pol verjetno tudi telo je, ne? Iskreno povedano, tudi sam sebe včasih presenetim. To je največji problem, ampak ta klub mi veliko pomen. Rekel sem, da bom dal vse od sebe, da mu pomagam do čim večjih uspehov. Zato sem tudi prišel nazaj, da bi jim pomagal. Funkcioniramo dobro, to je najbolj pomembno. Ne jaz kot jaz, ampak kot cela ekipa, kot klub. To je nekaj najbolj pomembnega v svetu nogometa in če kot ekipa ne funkcioniraš, tudi posamezniki ne morejo stopati. In smo na pravi poti, ampak to je šele začetek. Prvenstvo se ne bo končalo, ko smo si želeli, verjetno mi navijači vsi skupaj, ampak mislim, da so te v drugem delu pokazali, da smo pravi, da moramo to nadgrajevati in da bojo prišli tudi lepi časi za nas. Že zdaj so, ker je pač užitek gledati in sej nogomet se jasno, da igra za ljudi in navijače, ampak se navijaš tudi, ko se ekipa muči, ampak ko pa gre tak in na tak način, pa je to res nekaj najlepšega, kar lahko imaš kot navijač. In zdaj, kot nogometaš si doživel veliko tega, ne? In po tem ekspresnem odhodu takrat v Italijo in po res izjemni karieri je bil ta preklop težek, potem spet nazaj v Slovenijo. O tem se še nismo tako pogovarjali. Pa ja, iskreno, to se je vse to hitro odvilo, ampak ker razlika je na igrišču. To je normalno. Od pogojev do vsega skupaj je na višjem nivoju, vse se hitrejš odvija, ampak kot sem že povedal, rabo sem ta nek preklop, da naredim. Tudi v fizičnem smislu nisem bil najbolj pripravljen in vedel sem pa, da bo mi bo uspel. To je moja karakteristika, da ne bom obupal nikoli in zdaj kažem to, kar kažem, ampak jaz nikoli nisem zadovoljen s svojimi predstavami, tako da jaz upam, da bo še boljše. Uspehi, ki so bili, ki jih pripišemo imenu Josip Iličić, so res neverjetni dosežki, od seveda tega, da si bil v ekipi sezone, do teh legendarnih 4 zadetkov na eni tekmi končnice Lige prvakov proti Valenciji. Mislim, to je tudi bila tekma, ne? Da moraš dati 4 gole, da 4-3 zmaga tvoja ekipa. Se zgodi. Ja, očitno, ne? Očitno tudi to je nobenemu še to ni uspelo na tak način in na gostovanju in dejansko si takrat že bil 32, se meni zdi. Ja, takrat so bilo moja, bi rekel, najboljša leta v nekem nogometnem smislu in to se je tudi vse skupaj toliko odvijalo hitro, da niti se nisem zavedal, vse ta COVID, vse skupaj, kar smo doživeli. In lepi trenutki, meni je najbolj pomembno, če se vrnem navijače, da so oni to prepoznali.
da me cenijo in to je, mislim rekel, to je nek rezultat. Ko te navijači cenijo kot klub, kot vse skupaj, mislim, da si neki del za ta klub in da ti bojo hvaležni za vedno. Ja, ne samo ikona Maribora, dajmo si naliti čistega ikona slovenskega nogometa. Josip Iličić, eden najboljših, ki je kadarkoli brcal to žogo, kar je seveda zanimivo, da je seveda takrat bil ravno Maribor ta, ki je bil tisti ključni moment, da pač nisi igral futsal te turnirje za odojka, ne, pa hodil nekam službo. Ne, to so momenti, ki se je moja kariera lomila in zato bom vedno hvaležen Zlatku kot klubu, kot vsem skupaj, ki so mi dali možnost, da se ponovno vrnem v nek življenj nogometen in kot sem obljubil, ko sem prišel oziroma odhajal, da se bom enkrat vrnil, to sem tudi izpolnil in mogoče mnogi so mislili, da nisem resno mislil na to, ampak jaz sem bi rekel... Mož beseda, ne? Tako nekako bi lahko rekel, ampak vedno sem si predstavljal, da bom kariero končal v Mariboru in tako se je tudi izkazal. The best. Mi smo seveda veseli, da je absolutno tako vrhunsko. Je pa tudi bilo res vrhunsko, se spomnim takrat tisti odhod v Palermo in kak ni bilo nobenega, mislim, takoj, kak si prišel na igrišče, je bila tako ena poteza, en šik, ena podaja s peto od zadaj in že takoj hitro potem goli in smo bili vsi, se smo videli to tukaj na tistih par tekmah v Mariboru, česa vsega si sposoben, ampak da potem to na takem nivoju, na tak način, kar takoj človek pokaže, to pa je samozavest. To je ulica, jaz sem na ulici odrastel, tako da veliko tega je pripomogel tudi mojemu prilagajanju, pač nisem se ustrašil, to je najbolj pomembno. Da sem tem mladim fantom rečem, da napake so sestavni del nogometa in ko narediš prvo napako, če se ustaviš, to je največji problem, da moraš iti naprej, pač delati to, kar znaš. So neke zahteve, ampak če ti v nogometu ne uživaš, če se bojiš, mislim, da ti ne more uspeti in to je mene rešilo, da sem pač čez vse te faze šel v svojem življenju kot otrok že in da mi je to pripomoglo tudi neko prilagoditev v Italiji. Pač, jaz sem prišel v nov svet, čist neka nova kultura, drugačen ritem nogometa, višji nivo in sem se kar hitro prilagodil, čeprav tudi ene besede nisem razumel, mogoče mi je tudi to pomagalo, ampak sem vesel, da je šlo vse tako, kot bi moralo biti. Pač normalno, imel sem tudi določene probleme čez kariero, kar je seveda normalno. Ampak to ne spremeni dejstva, da ti novinarji v eni taki ligi s tako tradicijo, kot je italijanska, dajo nadimek profesor oziroma il profesore. Mislim, da to pove vse. V momentu, ko je to prvič pisalo v La Gazzetta dello Sport, bi lahko samo lepo Kobarčki hvalili. Srečno, to je to. Ima si več. Takrat je najhujše, zato kad ti pač dobiš tak nadimek, moraš iz tekme se dokazovati. Pač. Seveda dodaten pritisk. Svojo kariero dobu nešteto nadimkov in ti pač enostavno moraš to potrditi, če hočeš, da obstane ta priimek po domače povedano. In kateri pa je bil najboljši in kateri najslabši? Recimo si rekel, si ogromno nadimkov. Imel sem Milnona, to je babica, to, ka me je trener vsakič, ko sem prišel na trening, sem rekel, da sem slabo. Artist, mislim, bilo jih je nešteto, pač rekel malo reklame, da si naredim še zase. Ja, seveda. Imam tudi svojo spletno trgovino, Profshop, potem sem tudi dal ime, pač tudi v moje neki pesmi, ki poje Zlatko, se omenja to profesor in to je nek zaščitni znak moje v Italiji in na koncu mi niso niti več klicali po imenu, ampak vsi so me prof klicali. Dobro, ne? Pač, to sem pač lepo. Ostala, ne? Ja, zelo dobro. Ja, od nekdaj pa si imel izjemno izražen čut in občutek za modo. Ne, in zato tudi to na nek način je del tvojega življenja. Trudam se pač, živel sem v taki državi, ki je to veliko izpostavljen in mogoče nekomu ni všeč, nekomu je, jaz se na to ne oziram in
pač jaz v tem uživam. Imam rad to in to je nama pomembno. Tudi mi dva z igrom, kar se seveda vidi, ne vem, eni garderobi, če naj oceniš, takoj si vedel, da smo enaki. Na istem nivoju. Tu nekje, tako in po telesu, in po garderobi. Kako se počutiš, to vse ostalo je pa... Vrhunsko, vrhunsko, tako se mi vrhunsko počutimo, da je profesor z nami v tem studiu po kratkem premoru. Še o prazniku nogometa, ki nas čaka to soboto v Mariboru, še v večnem derbiju z Olimpijo, tekmi za drugo mesto. Gospod profesor, so v tem studiu Josip Jojo Iličić, enkrat dobro jutro. Dobro jutro, tudi dobro jutro. Torej, moramo se pomeniti o večnem derbiju. To bo tekma. Tekma, kot si jih verjetno vajen in jih odigral na desetine, na stotine v svoji karieri, ampak tu v Mariboru se žal pač samo vsake toliko zgodi, da je stadion razprodan, da v nečem odloča, da je večni derbi, da je Olimpija na drugi strani in je vse v bistvu podrejeno temu. Pa ja, jaz bi rekel končno, zato ker so se vrnili navijači in bi rekel, da je to pravi moment. Iskreno povedano, igrati pred praznimi tribunami je kar malce čudno. No. Težko, je zelo težko in nogomet, kot mi nogometaši igramo, to vse skupaj zaradi navijačev in spomnim se obdobja covida, kako je bilo igrati. Mislim, da je veliko igralcev takrat izgubilo voljo do nogometa. Dejansko. Igrati na nekem stadionu, ki je 60,000 ljudi, lahko pride na praznem igrišču, na praznem stadionu, je zelo težko in jaz sem vesel tega, da se bojo navijači vrnili, kot sem slišal, ne bi bil stadion razprodan in ja, lepo bo, uživali bomo, to je moj cilj, da prenesem tudi na ekipo, da nas ta euforija ne ponese, da moramo biti sotočeni na naše igre, nadaljevati, bi rekel, v tem drugem delu, kjer smo si zastavili neke cilje, da jih izpolnimo. Ja, ker je vseeno bo zdaj to res velik prehod, ne? Zdaj so bile 4 domače tekme pred praznimi tribunami, dobro, tudi gostovanja, zdaj niso, da bi se ravno lomile, zdaj pa naenkrat bo tu praktično 12,000 ljudi. To zna morda komu manj izkušenemu v ekipi narediti malo težav. To meni mogoče ne. No. Pa ja, jaz sem zato tukaj, da jih mogoče malo, bi rekel, razbremenim, da sigurno bo adrenalin na višjem nivoju, kot je bil na zadnjih tekmah pred praznimi tribunami in to ne spremeni dejstva, da mi moramo biti sredotočeni na igrišče, da treba izolirati se iz tega zunanjega ambijenta in da pač nadaljujemo, kjer smo rekli, bi končali zadnjo tekmo z dobro predstavo in jaz verjamem v svoje fante, verjamem vse skupaj, da nam bo uspelo. Dejstvo pa je tudi, in to morda marsikdo ne ve tako, ampak ja, motivacija, ta je neizpodbitna. To je si nenazadnje dokazal na zadnjem derbiju, ko si imel celo izpahnjen prst na nogi, pa so ga poravnali, pa si šel nazaj. Ja, da bi vi vedeli, koliko imam jaz bolečin, hujših kot teh, mislim, da bi vam bilo vse jasno, zakaj sem se vrnil. Že svojo kariero sem imel že, da potrkam nekih majhnih poškodb, ampak z leti vse to prihaja ven in mene takve majhne stvari, bi rekel, po domače povedano, ne ustavijo. Jaz sem sam sebi rekel v glavi, da bom dal vse, kar imam od sebe, da bom užival na igrišču, da bom dal doprinos neki svoji ekipi in ne bi nikoli pustil kot kluba, kot svojih igralcev na cedilu. Wow. Slišati to od nekoga takega, kot je gospod profesor, je to pa nekaj pomeni drugače. In tudi to, da pač bolj te tolčejo, bolj te motivirajo. Pa ja, jaz sem, ko sem prišel v Maribor, nekomu je bilo čudno, kako zdaj od njega toliko več tepe in to njega sprovocira. In jaz sem se to čez kariero naučil. Sem igral proti takim igralcem, ki so bili zelo namazani in pač si se mogel na to prilagoditi. Verjetno tudi iz mojega otroštva, ulica, kot sem že omenil, te to, bi rekel, pripomore k nečem, da se ti pač moraš boriti, da moraš iti naprej, da pač to so udarci, ki so sestavni del tega poklica. In jaz sem se na to prilagodil zelo hitro.
Čez kariero sem igral proti takim obrambnim igralcem, da so komi čakali, da prideš čim bližje. Sem doživel, da mi je že pred tekmo so mi govorili, samo pridi in pač mene je to nekako rekel, sploh takrat, ko sem mogoče malo delujem tako že mrtev, me to počge in to je njim vse bilo čudno in smo se prav zahecali s tem, kao upamo, da te bo kdo udaril, da se boš čim prej. Da si aktiviral. Tako da, kar to učite, samo ne preveč. Samo ne preveč. Tako da, Jojo, jaz še enkrat smo izjemno veseli in počaščeni, seveda, kot vsakemu gostu. Mi smo namreč edini radio s svojo zobno ščetko, to je za nas najboljša, VBO, premium zobna ščetka, ta ščetka, kot eno darilce. Evo, super, najlepša hvala. Mojo pasto dozamete, ne boste raba več zobov. Ja, izjemna je, jaz jo imam, tako da izjemna je. Želimo seveda še naprej ogromno vsega, kar pač lahko še daš na igrišču. Res je drugačen Maribor, res je lepo gledati fuzbal, res je lepo gledati tvoje čarovnije, tvoje podaje. In hvala za vsakič, ko si ti šel v eno stran, pa jaz v drugo, pa čeprav sem gledal tekmo. Evo, to me še najbolj veseli, pač, da navijači tega kluba prepoznajo vse skupaj, da uživajo v tem, kar kažem. In verjamte meni, ko so navijači zadovoljni, veseli, navdušeni, da je dnem igralcem to lažje delati. Tako da, hvala za povabilo. Soboto pa probite malo drugi, če bom že prišel malo predstavil to uro. Mogoče nisem bil toliko razpoložen, ampak bom se potrudil za drugič. Profesorsko, vse je štimalo, najlepša hvala. Josip Jovičič je bil to.